Dobrodošli na naši čajanki, ki smo jo na začetku malo bolj resno zastavili. Prešljena sem, da se bomo dovolj dobro slišali, poslušali čim bolj na glas. Danes bi radi spregovorili o vodi. Vedno poslušamo, da je voda vir našega življenja, ampak včasih se kar malo zdi, da je dostop do vode samoumeven. O vodi se začnemo javno pogovarjati še takrat, ko nekako zmanjka. Zato bomo danes malo več spregovorili, kakšno vodo sploh pijemo tukaj v Sloveniji, kakšno vodo pijemo v svetu, kaj se zgodi, ko nimamo dostopa do čiste vode. In malo se tudi sprehodili v Afriko, kjer so te razmere sploh zelo težke. In nekako skušali na koncu tudi dati neko vizijo za prihodnost, na kakšen način lahko rešujemo te težave. Trenutno, mislim, v Sudanu, na severu Sudana in na severu Etiopije, kjer sem bila, že dostop do vode daleč, ne? To se pravi treba, ali je polpuščavski svet, vode ni, ali pa je par hoda daleč, ne? To je en problem Afrike, drug problem je pa Afrike, da tudi ker voda je strašno onesnažena. Že jezera, reke, zlasti pa v mestih, kjer pa predvsem v teh barakarskih naseljih, ki se množijo, seveda, v Afriki, tu pa, če že vodovod je nekako, bi rekla, ni daleč od kanalizacije, skratka, zadeve so dejansko daleč od standardov, kakršne nas poznamo. Ta program je bil narejen v partnerstvu leta 2004 in v okviru tega programa, ki pomeni najprej, to ste rekla, v bistvu zagotavljanje infrastrukture, distribucije. Najbolj bistven element tega programa je pa izdelek PUR, ki smo ga razvili skupaj z ameriškimi agencijami za nadzor in kontrolo pitne vode. In sicer ta PUR izdelek, ki ga bomo kasneje malo pokazali, njegovo funkcijo oziroma delovanje, praktično z eno vrečko tega izdelka lahko očistimo 10 litrov okužene in nečistne vode. In iz nje naredimo pitno vodo. Dovolj kakovostno za pitje. Do sedaj smo ta program vložili v teh 5 letih okrog čez 25 milijonov dolarjev. No, kot rečeno, da program funkcionira, mora biti zagotovljena vsa distribucija, zato so na terenu delavci, ki distribuirajo izdelek, ki inštruirajo ljudi, kako ga uporabljati. In zdaj, mogoče, da bo stvar tudi praktično dovolj jasna, bi naredil zdaj en prikaz, sicer ne bo trajal nekaj minut, tako ste videli, traja, ima določene faze, ki jih je treba zagotoviti. V bistvu zdaj tukaj smo v to posodo dali eno nesnago, v bistvu skoncentrirana nesnaga v takih majhnih peletkah, prahu. In to najprej valijemo v... Dejansko, tudi vsi verjetno že veste, da razmere v Afriki so na večjih področjih dramatične, da Afrika potrebuje pomoč. Osebno mislim zlasti tako, da se lahko opre na lastne sile in gre naprej, ker seveda energijo ima, mladih ljudi ima ogromno, mladih ljudi, za katere sem prepričana, da bi se znali v pravih pogojih izkazati enako, če ne še bolje kot naši mladi ljudje. Ampak dovoljte mi zadeve vode. V Afriki sem se lotila malo drugače, nekaj bi vam prebrala za začetek. Poleg sence je druga najvišja vrednota voda. Voda je vse, pravi ugotovljeni modrec iz ljudstva dogonov, ki živi v manju. Zemlja izvira iz vode, svetloba izvira iz vode in knjig. Puščava te bo naučila enega, je rekel saharski potujoči trgovec iz Njomeja, da je nekaj, česar si želiš in ljubiš bolj kot žensko. To je voda. Senca in voda, dve tekoči, negotovi stvari, ki se pojavita, potem pa izgineta neznano kam. Dve vrsti življenja, dva položaja. Vsakogar, kdo se je prvkrat znajde v enem izmed ameriških supermarketov, v tistih velikanskih neskončnih molih bo ohromilo bogatstvo in raznovrstvenost nakopičenega blaga. Natrpanost vseh mogočih predmetov,
kakršne je človek iznašal in izdelal. Nato pa zvozil semkaj, jih je natlačil, nagrmadil in ponudil tukaj, tako da stranki ni treba misliti na nič, ker so namesto njega vse premislili že prej. Tako ima zdaj vse pripravljeno, vse pri roki. Svet povprečnega Afričana pa je drugačen. To je leven svet, najbolj preprost in prvinski, reduciran na nekaj predmetov. Na eno srajco, eno skledo, prgišček zrnc, požirek vode. Izbrala sem odlomek iz knjige Ebenovina Richarda Kapučinskega, slovitega poljskega novinarja in pisatelja, po mojem mnenju drugih, enega najboljših poznavalcev in ljubiteljev Afrike, kar jih je kdaj bilo. Zdelo se mi je, da zna razmišljati bolje od mene in to razmišljanje o vodi kot največjem afriškem bogatstvu je tako univerzalno, da res velja za vse čase, za vso celino. Je po eni strani pričanje o tem, kako žal črna celina v zadnjih desetletjih ni napredovala, ampak stagnirala ali celo nazadovala, kako žal ostaja sinonim, včasih tudi nepravičen za revščino, nerazvoj, demografsko katastrofo, brezperspektivnost. In je po drugi strani pričanje o afriški tradiciji, ki je tesno povezana z naravnim okoljem, z naravnim bogatstvom, z naravnimi silami. Je pričanje o afriškem načinu življenja, ki je tesno prepleteno z vsem, kar nudi narava. Ste to že večkrat preizkusili, Ivan? Ja. Delujete po človek izkušnja? V bistvu stvar se preizkuša že 5 let. In konkretno je vsa tehnologija oziroma vsebina paketa je narejena na podlagi tehnologije, ki se uporablja tudi za čiščenje vode v naših krajih. Ne? S tem, da je tukaj praktično skoncentrirana v enih rečkih. In preko tega je možno distribuirati v najbolj odročne kraje. Ne? Še pa se meni zdi, ekologija je bila vedno področje za neke dolgolasce v futajočih hlačah. Ekologija nikoli ni bila cool. Ampak zdi se mi, da vseeno take teme zdaj, vsaj v tujini sem živela, ekologija ali pa neko varovanje okolja, zdaj postaja lifestyle, to je način življenja. In mislim, da je to pravo sporočilo, da enostavno je cool razmišljati ekološko, da je nekaj narediti najprej pri sebi. V slovenskih medijih zelo malo krat vidim, da pišemo o free trade-u in podobnih temah. Recimo delam za televizijo, ki zaenkrat še nima podajo o ekologiji. Tako da to se mi zdijo še več področja, ki se jih moramo dotakniti. Tudi so zadnje, prej se jih bomo, ko bo enkrat zares manjkalo vode v Sloveniji, bojo to že resne teme. Je pa res, mislim, recimo se vidimo v zadnjih katastrofalnih poplavah, smo končno malo spogovorili tudi o podnebnih spremembah. In podnebne spremembe so mogoče res v zadnjem času, pa ne tudi pri nas bolj izpostavljene, te se tega bolj zavedajo. Bremenkoti so danes postajajo vse večje televizijske zvezde, breme je naenkrat res še bolj pomembno v našem življenju. Tako da, mislim, nič slabega, si ne želim, da bi nas zdaj prizadela kakšna katastrofa. Včasih se mi zdi, da pa ravno zaradi katastrof končno spogovorimo tudi o malo drugačnih temah.